Dober večer vsem, ki ste se dodatno priključili v naš Zoom k našim debatam. Evo, sedaj smo v tako imenovanem programskem delu, kjer bomo se pogovarjali malo o propagandi. In preden bi zavrtel film, preden gremo na ta vizualni del, ki bi ga želel z vami podeliti, dajmo pogledati, kaj sploh beseda propaganda je. Beseda propaganda izvira iz latinskega izraza propagare, kar pomeni širiti, razmnoževati. Ta izraz pa se je v latinščini uporabljal za opisovanje najprej, seveda že mnogo prej, ampak nam najbližje še za opisovanje širjenja krščanske vere. V srednjem veku so verski učitelji uporabljali besedo propaganda za opisovanje svojih prizadevanj za širjenje krščanske vere med neverniki. In če to postavimo v današnji čas, lahko to imenujemo nekoliko drugače. Sčasoma, seveda skozi zgodovino, je ta beseda propaganda pridobila širši pomen in se začela uporabljati za označevanje vsake oblike tako imenovanega sistematičnega širjenja informacij. Idej, mnenj, s kakšnim namenom, s ciljem vplivanja na javno mnenje ali prepričevanje ljudi o določenih stališčih ali dejanjih. Torej, beseda propaganda se najpogosteje uporablja za označevanje manipulativnih praks širjenja informacij v političnih, vojaških in drugih propagandnih kontekstih. Sama beseda propaganda, definicija propagande kot taka, spravi to je opisno nastanek in tako naprej, ampak zdaj propaganda v sebi pomeni, se nanaša na sistematično širjenje informacij, idej ali mnenj, najpogosteje z namenom vplivanja na prepričanja, stališča ali dejanja ljudi, običajno na pristranski in zavajajoč način. Lahko prevzame različne oblike, vključno s pisano besedo, govorno komunikacijo, slikami, videoposnetki ali drugimi mediji in je pogosto uporabljena najpogosteje v politiki, ker politika se tiče vseh nas, v oglaševanju, kar se tiče biznisa, in pa v odnosih z javnostmi. In ko smo ravno pri odnosih z javnostmi, boste sami ocenili, sedaj, ko vam bom film zavrtel, kako Pop TV naredi propagando in kaj se dejansko v ozadju v United Nations. Jaz sem naredil samo en posnetek, ampak tisti posnetek bo v protiutež temu, kar so poročali naši mediji. Tako da bodimo pozorni na informacije in dezinformacije. Sedaj bom pa ta film zavrtel. Naš svet je padel v stečajev. Tako resno opozorilo in poziv k hitrejšemu ukrepanju zaradi številnih kriz je na začetku 78. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov na zbrane voditelje naslovil generalni sekretar Antonio Guterres. Vsakoletnega srečanja v New Yorku se udeležujeta tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon. Obe imata te dni poln program srečanj, saj je Slovenija kot novo izvoljena nestalna članica Varnostnega sveta bolj zaželena sogovornica, kot je to običajno. Predsednica bo danes tudi prvič nagovorila svetovne voditelje, v New Yorku pa med drugim opozarjajo na nedopustne zamude pri boju s podnebnimi spremembami, enakopravnost spolov in nujne reforme Združenih narodov. Več iz New Yorka, Tadeja Lampret. V New Yorku ponovno zbor svetovnih voditeljev, a svet, ki ga vodijo, je padel v stečajev, pravi prvi mož Združenih narodov in razmere ponazarja s katastrofalnimi poplavami v Libiji. As we speak, bodies are washing ashore from the same Mediterranean Sea where billionaires sunbathe on their super yachts. Derna is a sad snapshot of the state of our world.
Združeni narodi imajo v tem svetu vse manj moči, priznava Guterres, imajo pa glas. In na to ob jasnih pozivih za nujnost reforme, tudi o pravici do veta, opozarja tudi slovenska predsednica, ki ima v New Yorku številna srečanja. Edini poligon, prostor, kjer lahko vsi skupaj, cel svet govorimo o tem in morda se majhne države včasih premalo zavedamo, da je ena država en glas. A svet še vedno vodijo veliki, letos slabše zastopani. Kljub številnim krizam mnogih najpomembnejših voditeljev letos ni v New Yorku. Od 5 stalnih članic Varnostnega sveta je tukaj le ameriški predsednik Joe Biden. Ta je v nagovoru ponovno poudaril nujnost nadaljne pomoči Ukrajini, ki se brani pred rusko invazijo. If you allow Ukraine to be carved up, is the independence of any nation secure? I'd respectfully suggest the answer is no. Ob konfliktih je tudi reševanje drugih svetovnih kriz počasno. V 8 letih je bilo doseženih le 15% razvojnih ciljev, kot so zmanjševanje revščine, možnost izobraževanja, dostop do vode. Jaz bom rekla, to je katastrofa. Mi, če želimo doseči zavezo segrevanja planeta 1,5 stopinje, bo treba kar v višjo prestavo prestaviti. Ta bo potrebna tudi pri zagotavljanju enakosti med spoloma. Tudi Združeni narodi niso najboljši vzor. Statistika je grozljiva. Od 78 generalnih zasedanj so jih kar 74 vodili moški in zgolj 4-krat ženske. Danes bo sicer predsednica generalno skupščino tudi prvič nagovorila. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, and to invite him to address the Assembly. Thank you very much. The world over today, hundreds of millions of people are besieged by anxiety about their present and future security, dignity, and prospects of well-being. Many are victims and witnesses of present assaults of many, and many more are afraid of future violations of their most fundamental expectations. In his opening address, our Secretary General provided a graphic snapshot of the condition of the world and humanity, a situation that calls into question the state of multilateralism in terms of its founding aspirations as well as its present agenda. The poverty, fear, suffering, and humanitarian distress haunting the victims of conflict, drought, famine, flooding, wildfires, cyclones, deadly disease outbreaks, and other disasters are the outcomes of sustained violation of the most essential principles and the systemic neglect of humanity's dearest values, which lie at the very foundation of the UN Charter. The failure of peace and security systems, inadequate development, and limited climate action amidst technological advancement and enormous wealth has left us in a state of paralysis, enduring one of the darkest periods of human existence. We may all agree, without any fear of contradiction, that the world is headed in a most undesirable direction. It is moments like this that the affirmative spirit of multilateralism, international collective action, and global solidarity is most needed and should be attained. This is not the occasion for any member of the United Nations to escape when they should be rising to the challenge of the moment. Resorting to pursuit of narrow, insular, antisocial agendas within exclusive clubs constituted to maintain the status quo that undermines and cannibalizes the United Nations systems at the expense of progress in humanity's collective journey to the future of our aspirations is totally unacceptable. The existence of this inimical clique
of geopolitical formations defies the fundamental values and principles of the UN system, and its operations have led to alienation, mistrust, insecurity, and exclusion of and among peoples, nations, regions, and continents. Moments like now place the nature and purpose of multilateralism under sharp scrutiny for history's honest examination and judgment. If any confirmation was ever needed that the United Nations Security Council is dysfunctional, undemocratic, non-inclusive, unrepresentative, and therefore incapable of delivering meaningful progress in our world as presently constituted, the rampant impunity of its actors on global scene settles that matter. The environment of pervasive mistrust between the global north versus the global south, developed versus developing, rich versus poor, polluters versus victims, and net emitters versus net victims, which complicate and frustrates multilateralism, is the inevitable result of promises not kept, commitments not actualized, resolutions not honored, and principles not observed. Multilateralism has been failed by abuse of trust, negligence, and impunity. A year ago, I stood in this assembly hall to call upon the global community to transform the UN system in order to achieve a consensus-driven, rules-based multilateral system which works for the people of the world in their diversity. It is time for multilateralism to reflect the voice of the farmers, represent the hopes of villagers, champion the aspirations of pastoralists, defend the rights of fisherfolk, express the dreams of traders, respect the wishes of workers, and indeed protect the welfare of all peoples of the world. In the face of the most urgent crisis of our time, it is now clear that the international community has fallen seriously behind in meeting its targets in both climate action and the implementation of the Sustainable Development Goals, as well as their underlying enabler, peace and security. On what basis should we believe that their methodologies are better at assessing risk in faraway frontier markets like ours, that are far much more complicated to measure objectively than in assessing the value of financial assets in the markets where they actually operate, and which they got so disastrously wrong? If they got it wrong then, I bet you they have it wrong now. In any case, any objective rating must also take into account principles of responsible sovereign lending and accounting, specifically emphasizing the need for international accounting systems that supports the proper valuation of mineral wealth, natural capital, and ecosystem services in the computation of national GDPs. Until that is done, very wealthy countries will be categorized as poor. We understand the facts about our collective situation as a global community and as a member of the United Nations family. We know the magnitude of our shared challenges and common threats. We appreciate that multilateralism is on trial, and our task is to defend it. We also recognize that multilateralism is broken, and it is our responsibility to fix it. From this moment to 2030, and from our problems to their solutions, we are connected by a coherent agenda of robust collective action. We must therefore muster the courage and will to stand together in solidarity and act, to right past wrongs, solve present problems,
and secure our collective future, to protect and empower all people and support our friends in need, to restore broken trust, raise hopes high, and keep faith strong, and finally, to pursue, achieve, and sustain positive change in order to make billions of cherished dreams come true. We must start right away, for we have no time to lose. And I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. Sliko, ki ste jo gledali sedaj, besedo, ki ste jo slišali sedaj, v dveh insertih, propagandno z ene strani in v drugi polovici propagando druge strani, si sedaj lahko ustvarite sami. Torej, jaz tukaj ne bom komentiral. Edina stvar, ki bi jo rekel, kenijskega predsednika, ko sem ga poslušal, da je to vrhunski diplomatski govor. Povedal je vse in nikomor se ni zameril. Ko smo pri propagandi, kako dezinformacije lahko definiramo? Obstaja ena definicija, kjer pravimo, da so dezinformacije podmnožica informacij, ki se namerno širijo. Torej, to je vprašanje namena. Napačne informacije ali dezinformacije. Oboje je namenjeno zavajanju. Torej, napačne informacije so lahko tudi namerne ali nenamerne. Nekdo se preprosto lahko zmoti, nekdo pa naklepno, namensko širi dezinformacije. In dokazovanje takega namena, sami veste, kako je na sodiščih, ali pa v družini, ali v nekem pogovoru, kjer pride do debate, je to težje dokazovanje, ali je nekaj res, ali ni res. Vendar praktično gledano se organizirano poskusi širjenja dezinformacij strani političnih akterjev, domačih ali tujih, običajno obravnavajo kot dezinformacije z namenom preusmerjanja pozornosti in akutne dogodke tistega, ki takšne informacije proizvaja in širi z nekim določenim namenom. Druga vrsta dezinformacije so lažne vsebine, znane kot lažne novice. Vsi veste, kako nam črtajo kot lažne novice. Človek se na koncu vpraša, kaj je sploh lažna novica in kdo ima avtoriteto in oblast, da svobodo govora, komunikacije, diskurza označi kot lažno novico, ki ni v agendi nekoga drugega ali tretjega. Lažne novice ali recimo namerno zavajajoči članek, ki je narejen tako, da resnico pohodi in jo označi kot lažno, so zasnovani tako, da posnemajo videz dejanskih člankov uveljavljenih novičarskih organizacij. Končno pa definirajo propagando kot informacije, ki so ali bi lahko bile resnične, vendar se uporabljajo za zaničevanje nasprotnih stališč. Velikokrat smo se že pogovarjali, pravzaprav nemalokrat, ko berete v časopisih napad ad hominem. To pomeni, da kritizirajo sogovornika z njegovim življenjem, z njegovimi dogodki in ne govorijo o stvari oziroma o zadevi,
o kateri teče stvar. Torej, mi smo imeli takrat potovalno listino v času covida in niso govorili ne o zakonski podlagi, ne o tem, kako je sestavljena, niti nas niso vprašali v društvu. Mediji so samo napisali in tudi na policijskih portalih, da je zadeva nezakonita, spodaj so pa napisali kaj? Nobenega zakona, nobenega opravičila, nič. Vzeli so si pravico celo našim članom vzeti določeno dokumentacijo, kar je kaznivo dejanje, ker je to last človeka, ki mu pripada, to je last človeka, ker gor piše njegovo ime. To, kar si dovolijo državni uradniki, protizakonito, kar je tudi v kazenskem zakoniku jasno povedano, zdaj poti nazaj več ni, dejanja so storjena in nekdo bo mogel, če ne zdaj pa malo kasneje, za vsa ta dejanja, za vse hude stvari, posledice, ki nastajajo iz tega, odgovarjati. Propaganda je škodljiva. Kot informacije bi lahko rekli, ja, da so resnične, vendar se uporabljajo, ponavljam, za zaničevanje nasprotnih stališč. Tukaj je treba ločiti, kaj je stališče, kaj je resnica, kako je zadeva napisana, je utemeljena ali ni utemeljena. In če je širjenje različnih oblik dvomljive in zavajajoče vsebine tesno povezano s pomembnimi pojavi, družbenimi pojavi, recimo kot so politična polarizacija, nevljudnost ali pa zdaj, ko rečejo, ne vem, sovražni govor ne obstaja, to je skovanka, gre za v bistvu nek nov konstrukt, ki ga potem tudi širijo troli in boti, ampak danes jih ne bomo obravnavali, danes se o tem ne bomo pogovarjali, rajši bomo obravnavali dve stvari, dve glavni ugotovitvi. Prvo, osredotočili se bomo raje na opisne raziskave različnih vrst propagande, napačnih informacij, to se pravi, kar zajema ponudbo, razpoložljivost napačnih informacij, vzorce izpostavljenosti, recimo kako smo izpostavljeni dnevno informativnim programom, družbenim omrežjem, in poraba vsega tistega, kar je znano o mehanizmih za širjenje po omrežjih. Bomo malo našteli, kako do vsega tega pride. Torej, o načinih in mehanizmih pod številko 1 in drugič, najbolj informativni programi so pogosto zaščiteni. To pomeni, da ne prideš do informacije. Nekje se nekaj dogaja za zaprtimi vrati in to pušča na voljo ugibanja, pušča na voljo raziskovalcem, recimo, da domnevajo o celotni zadevi, kaj se je dogajalo, kaj se bo zgodilo, kaj je bilo napisano. In potem preizkušajo hipotetične predloge, s katerimi se skušajo približati tem resničnim zaščitenim podatkom. In tudi, kadar so ti zaščiteni podatki narejeni v okviru družbe, za dobro družbe, kadar so narejeni z davkoplačevalskim denarjem, kadar to delajo osebe, ki služijo ljudem, so dolžni te informacije posredovati ljudem. Torej, če nekdo nekaj na skrivnem dela, je vprašanje namena. Nekdo je nekoč rekel, da narodu pa res ni treba vsega vedeti. Se strinjam, so določene stvari, ampak, toda, kje je meja? Ob upoštevanju teh izzivov je eden od pristopov k odgovoru na ti dve ugotovitvi, na ti dve vprašanje, informacij, do katerih ne moreš, in pa informacij, o katerih ljudje govorijo in se potem izkaže, da resnične informacije zalepijo z nalepkom lažna informacija. Se pravi, ti dve ugotovitvi pri vlogi dezinformacij v celotnem medijskem ekosistemu bomo to zdaj malo raziskali. Kakšne študije predstavljajo skupno smer komunikacijskih raziskav, kjer medijska ekologija raziskuje odnos med omrežnimi akterji in njihov vpliv drug na drugega. Nekdo nekaj objavi in potem se širi ne znotraj ene mreže, ampak znotraj mnogih mrež. Ker se vsa vsebina ne deli ali porabi enako, z različno hitrostjo, ali sploh obstaja dodatna skrb, recimo,
glede pristranskega in nepopolnega iskanja niza potencialnih virov napačnih informacij. Delali so raziskovalne naloge, raziskujejo te stvari, imajo algoritme, vsi pa vemo, kaj so algoritmi. Algoritem je eden, poti je pa toliko, kolikor je ljudi. Tako da algoritem, ki določa, kaj je resnično in kaj ni resnično, je zelo vprašljiv. Kot pri vseh raziskavah na tem področju, se sklepanje o procesih, ki stojijo za uporabo napačnih informacij, začne na koncu z opažanjem javnega širjenja določenih dvomljivih vsebin. Ali so res dvomljive, je treba preveriti. Torej, propaganda, ali pa če ji rečemo napačne informacije, dezinformacije, uradne informacije, teorije zarote, se lahko vprašamo in zatrdimo, ali so to sedaj globalen fenomen. Jaz pravim, da je to trenutno globalni fenomen. Čeprav naš pregled poudarja osredotočenost tega raziskovanja in raziskovalnega področja zgolj na lokalne novice, tukaj, kjer smo doma, se največ pač to dogaja, nam blokirajo razne stvari, lokalne novice, in pridejo v nevarnost lažnivih novic. In potem te gledajo ljudje na cesti, ker imaš gor označen rdeč, ali te brišejo, da si v bistvu dezinformator, lažnivec, teoretik zarote, anticepilec. Kakšna so ta imena, odkje se ta imena pojavljajo in kdo jih konstruira. To je spletna propaganda, je resnično globalno vprašanje in hkrati je tudi ogabno vprašanje. Zelo ogabno. Informacije se delijo recimo v odprtih in zaprtih sistemih danes. In kaj? Odprti sistemi so javna omrežja, to vsi vemo, greš na internet, na Google je odprto omrežje, potem se delijo na pol odprtih omrežjih, pol odprti sistemi so recimo tam, kjer se moraš pač prijaviti. Prijaviš se recimo v Facebook, v Instagram in v druga omrežja in se znotraj tega ekosistema informacije širijo, in pa to so tako imenovana družabna omrežja, in potem pod tretje so zaprti sistemi. Zaprti sistemi so pa recimo znotraj maila, WhatsAppa, tam, kjer so zasebna sporočila, napiše na Facebook in reče, javi mi na ZS, javi mi na zasebno. To so WhatsApp, Messenger, elektronska pošta in drugi bolj striktno zaprti medosebni komunikacijski prostori, kamor pa seveda malo težje posežejo, če ravno je vse skupaj pod kontrolo. Ali pa mogoče celo lažje, ker gre za osebno komunikacijo in ni tako razpršeno in se ne deli tako hitro. Vprašanje, kako ta tehnologija deluje. Vendar, poglejmo danes nekatere ključne vidike propagande. Najprej si bomo pogledali čisto na kratko, ne bo predolgo. Želim, da sledite, ker so to stvari, ki se jih boste zavedali ob branju. Kakšne so tehnike propagande, potem bomo pogledali, kaj je to prepričevanje, malo si bomo pogledali zgodovino propagande, politiko propagande, kakšna je komercialna propaganda, zatem se bomo vprašali, je to sploh etično početi, kakšna je etika, morala okrog tega, in pa kaj mi kot člani društva Belis lahko naredimo, da se temu upremo, ognemo, prepoznamo. To se pravi, bomo skušali na koncu dati eno tako rešitev. Rešitev je pa kontrapropaganda in pa seveda svoboda govora, ki nam jo hočejo pa na vsak način vzeti. To sta ti dve stvari. Kontrapropaganda, jaz temu rečem izobraževanje, približno takšno, kot je nocoj, kot je danes, in pa svoboda govora. Gremo lepo po vrsti. Torej, prepričevanje, čisto na kratko. Propaganda se večinoma uporablja za prepričevanje ali manipulacijo posameznikov ali skupin, da sprejmejo določeno stališče, podprejo določen namen in sprejmejo želeno pot, ki jo spremenijo seveda s pomočjo prepričevalne propagande v akcijo. In rečejo, gremo volt tega in gremo volt tega in tega in tako naprej. Za stvari, za politiko, za ustavne spremembe in druge stvari. Ko se ozremo na zgodovino, o čemer smo danes že čisto na kratko povedali, ima dolgo zgodovino, ki sega v antične civilizacije.
Ampak propaganda je pridobila pomembno mesto v časih vojn, konfliktov, največ to, kot so prva in druga svetovna vojna, kjer se je propaganda izjemno razvila z psihologijo in z vsemi prijemi, ki so jo vlade in organizacije, vladne in nevladne, uporabljale za mobilizacijo prebivalstva in kaj? In na koncu koncev za opravičevanje svojih dejanj. Danes, če pogledamo stanje ta hip, se vsa dejanja opravičujejo na račun podnebnih sprememb, klimatskih sprememb, agende 2030. Nihče ni kriv, zato ker tukaj zaradi konstrukta, zaradi neke ideje, ki se propagira, tudi če nekdo umre, tudi če nekdo koga ubije, tudi če se ne vem, kaj zgodi, človek se itak sam odločil, da se je cepil, a ne. Propaganda ne obstaja, ampak tukaj so klimatske spremembe in to je krivo. Skratka, grozljiva propaganda. In to je politika propagande. Gremo naprej. Politika propagande se pogosto uporablja za vplivanje na javno mnenje. Zdaj, če sem jaz v sobi z 10 ljudmi in 9 ljudi pravi tako, jaz pa sem edini proti, najbolj, da vstanem, grem iz sobe ali pa se tej skupini pridružim. Druge opcije preprosto ni. To je vplivanje na javno mnenje v podporo določeni, smo rekli, politični stranki, ideologiji, voditelju. Uporabljajo pa politiko propagande, tako vlade, kot tudi opozicijske skupine. Tako da to vsi vemo takrat, ko so na televiziji, ko se kakšne vladne stvari dogajajo, ali je to za kak zakon, ali so volitve, ali so županske volitve, predsedniške, državnozborske, kakršne koli. Takrat je treba biti pozoren na tisto propagando, na tiste televizije, ki silijo svoje kandidate v agendo, v to politično areno. Vsi tisti ljudje, ki so pa sposobni, ki bi lahko naredili in ki so odrezani, zato ker niso prave krvi, ali zato ker nimajo pravega pogleda, ali zato ker pač niso del te skupine, ki se obnaša, kot se obnaša, ne morejo priti zraven, ker je sistem tako narejen. Sistem pomeni si s tem ali pa nisi s tem. In če nisi s tem, ne moreš v sistem. Potem imamo komercialno propagando. Oglaševanje in trženje pogosto vključujeta tehnike propagande za promocijo izdelkov in blagovnih znamk. Zdajle v Dubaju sem gledal, so naredili novo verzijo iPhona in tam so se ljudje preprosto pred trgovino stepli. Komercialna propaganda, ljudje božji, za promocijo novih izdelkov, in to so pretirane trditve, ki jih recimo skozi medije uporabljajo, in to so razni vplivneži, to so razne osebnosti, ki manipulirajo s čustvi potrošnikov. Tudi pri nas je bil, ko se je Hofer odprl, se spomnim, ko so rekli televizija, pralni stroj in druge stvari, pol je ena gospa prišla s trgovine, rekla, ja, kje bi pa še lahko kupila brisačo za €1,50, ne? In se je za tisto brisačo stepla in se šla tam gužvat. Mamice z otroci so rinili noter z vozički. Glejte, ljudje včasih zgubimo razsodnost zaradi neke obljube. To je manipulacija. No, ko smo pri manipulaciji, ko smo ravno pri tem, se lahko vprašamo o etiki takšnega ravnanja. Propaganda kot takšna v vseh teh oblikah, ki smo jih že zdaj navedli, lahko sproži etično-moralne pomisleke. Kdaj? Kadar vključuje zavajanje, kadar vključuje manipulacijo ali širjenje lažnih informacij. Uporablja se lahko za manipulacijo posameznika, skupine ali pa celotnega javnega mnenja in spodbuja lahko celo sovraštvo ali nasilje. Spodbuja lahko pa tudi dobro, lepo, prijetno in dobro. Ampak v glavnem za to zadnje izrečeno, kar sem navedel, očitno nihče nima interesa zaradi tega, ker potem ni biznisa. Pri pretepu zasluži in bolničar, in prva pomoč, in policija, in sodnik, in še kdo zasluži. 20 ljudi se nabere okrog enega spora. Ali pa ločitve. Kdo pri ločitvi? Pri tej propagandi, ki je zdaj zasluži. Kdo vse? Dvojno gospodinjstvo. Da ne naštevam, kaj spada v eno in drugo, ker ni več enega gospodinjstva. Sodni spori.
2 stanovanja in tako naprej. Sami imate sliko. Zdaj, mi seveda v društvu lahko marsikaj k temu pripomoremo, naredimo in temu se reče kontrapropaganda. Kontrapropaganda je prizadevanje, ki vključuje preverjanje dejstev, ki vključuje izobraževanje o medijski pismenosti in spodbujanje kritičnega razmišljanja. Če se izkaže v življenju, da je neka stvar dvomljiva, vsi točno veste, kdaj se vam v vas zgodi dvom, potem pride pa en glas od zunaj pa reče, kaj boš to razmišljal, zakaj bi to, zakaj bi ono in greste in naredite. Dajte se vendar poslušati, zato ker se zadeva čuti, ve, človek se zaveda in kljub temu naredi narobe. Kljub temu naredi napako, da ve in se zaveda. To so kontrapropagande, so lahko tudi, izzovejo tudi lažne pripovedi. Če ti preveč propagiraš eno svojo stvar, lahko nekdo tudi sproducira na resnično stvar kontrapropagando. Tako da to lahko gre iz enega na drugega. In treba biti zelo previden. In pa kaj lahko storimo, da ohranimo svobodo govora? Če se propaganda lahko uporablja tako za pozitivne kot za negativne namene, pogosto postavlja vprašanja o ravnovesju med svobodo govora in odgovornim širjenjem informacij. Torej, za vsako besedo, ki jo izrečemo, smo odgovorni. Prej ali slej se nam ta zadeva pokaže v tej ali oni luči, ali pa nam pride kot bumerang nazaj. Pomembno je, dragi moji prijatelji, dragi člani Društva za srečno življenje Belis in drugi prijatelji in podporniki, da smo pozorni na prisotnost propagande v vseh teh različnih oblikah komunikacije in medijev ter kritično ocenjujemo informacije, s katerimi se srečujemo vsak dan na vsakem koraku. Da lahko na koncu koncev sprejmemo informirane in pravilne odločitve, sodbe in ravnanja. Ker na koncu smo samo mi tisti, ki se odločimo za ali proti, ali pa ne naredimo nič. Torej, gremo k propagandi, ki je kot spretna obrt, ki se ukvarja sistematičnim širjenjem informacij, idej in mnenj, z namenom prevzeti kaj? Nadzor. Poslanstvo propagande je nadzor nad mislimi in dejanji ljudi in mase. Nad človekovimi prepričanji in človekovimi dejanji. Ko je? To ne zavaja zgolj površinsko, temveč se potaplja v našo podzavest, niti se ne zavedamo tega, spreminja naš pogled na svet. To nam dela propaganda. Izvaja se pa prek različnih sredstev, kot smo rekli, kot so članki, govore, slike, videoposnetki in še mnogo drugega. V politiki, oglaševanju ter v odnosih z javnostjo ima ta veščina svoje mesto, največkrat poleg tega mesta globoke pasti, ki jih ne opazimo, ki so skrite v besedah, v magičnih besedah. Ena najmočnejših tehnik propagande je prepričevanje. Nekdo te vztrajno v nekaj prepričuje. Pa že veš, da se moraš vprašati, zakaj, kakšen je namen, kakšna je računica v ozadju. Spomnimo se recimo enega takšnega primera, verjami mi na besedo. To je točno tako, verjami mi na besedo. Ko nekaj slišimo večkrat in mnogokrat na različnih koncih, recimo to je ena druga taka varianta, začnemo verjeti. Slišal sem o Mariboru, slišal sem o Celju, slišal sem od tega politika, od onega politika, nisem vedel, da so stvari zmenjeni skupaj, kakor s to agendo, vsi cepimo se, državni zbor, politiki, mediji, madonca, a sem jaz edini, ki se ne bom cepil. Na koncu si misliš, da si nor, ne? In tako to gre. Ljudje padejo pod program informacij iz različnih koncev.
Ta prepričevalna moč, to prepričevanje se razteza tudi, gledajte, na komercialno propagando, kjer znane osebnosti, pa ti influencerji prepričujejo, da je pač določen izdelek najboljši, da je določen politični lider najboljši, da če bom jaz naredil to in to in to in to in to, da bo to zame najboljši, oni vejo, kaj bo zame najboljši. Prepričevanje, tako da dajte, ljudje božji, biti kritičen in prepoznati, kaj je propaganda, in tudi seveda presoditi in si vzeti zmeri čas. Čas je tukaj ključen element za presojo. Včasih eno stvar prespimo, ki je danes zelo, zelo huda. Človek prespi, se zjutraj zbudi, pa si reče, a sam to je bilo, vse pa ni hudega, vse polje pa v redu. Ampak tisti hip, če naredimo v čustvenem distresu, v strahu, korak, smo naredili napako. Zmeri si splača počakati. In kar se čustev tiče, tehnika propagande uporablja čustva. Lahko se zgodi, da se odzovemo silno impulzivno, nepričakovano, sploh ne veš, da si se odločil, da boš nekaj kupil, pa v košaro dal, ali pa se odločil za en podpis, ne vem, neke pogodbe ali pa en nakup. Tukaj je treba zelo, zelo paziti. Primer tega je recimo oglaševalska kampanja, ki prikazuje srečno družino, ki uživa v izdelku. Gledamo TV in pred enim filmom, recimo, vsi imajo, ne vem, konkretno recimo nek daljinc, ki v njega reče, zdaj bi pa ta program gledal, pa oni vsi so srečni, ni treba več ostajati, pa to samo rečeš in se ti prikaže. Nihče pa ne ve, da je to mikrofon in kamera, kjer celo družino 24 ur, 7, vse leto gledajo skozi TV. Tudi kadar je ugasnen. Treba je paziti, kaj gledamo, kaj kupujemo, in te subtilne reklame, ki igrajo na naša čustva, kjer se mi dobro počutimo in si nekaj želimo, je treba v sebi globoko analizirati in o tem premišljati. Potem je selektivna predstavitev dejstev. Imamo dejstvo, ampak se samo z enega zornega kota pogleda. To je še ena zelo dobra klasična tehnika. Tukaj je stvar, izpostaviš eno dejstvo, vse ostalo zamolčiš. Avto je 5 let star, ima servis, krasno vozi. Pol ga kupiš, se usedeš van, ga pa razpade. To je selektivna predstavitev dejstev. Grobo povedano. Tu propaganda izbere dejstva, ki podpirajo njihov argument, njihovo željo in jih poudarjajo, medtem ko ignorirajo pač nasprotujoča dejstva, ki bi rušili to prodajo. To je kot pri latinskem pregovoru na sodišču, recimo, in dubio pre reo, v dvomu za obtoženca. Morate se zavedati, tudi sodbe na sodišču ne sme biti, kadar obstaja kanček dvoma v dokaznem procesu, kadar je najmanjši dvom med dokazovanjem, ni krivde, ker ni dokazana tako, kot mora biti dokončno. In sodnik mora tako odločbo opustiti. Naslednja stvar, ki je demonizacija nasprotnikov. To je še ena taktika. Vsi, ki tako mislijo, so slabi. Vsi, ki tako mislijo, so zanič. Vsi, ki tako mislijo, so anticepilci. Kar ven koš dajejo skupaj, se pravi po sektorjih. Glejte, s tem se ustvarja sovražnike in nasprotnike. In propaganda zna to zelo dobro narediti. Navrže eno kost, naprimer, ne vem, zdaj sem slišal na internetu, da doktor Golob ima enkrat eno nogo povito, da na sliki potem ga slikajo, pol ima enkrat drugo nogo povito, enkrat ima eno berglo, enkrat ima drugo berglo, enkrat je streamih doktori in ne ve se, a ga boli noga, ali ga boli glava. In zdaj, ljudje se zdaj potem na družbenih omrežjih ukvarjajo en z levo nogo, en z desno, en z doktorjem, en z berglo. In usmerijo propagando čist drugam. Tako kot v govoru. Glejte, ni krave, če ni sosedove kravice. Če sosed nima kravice, nimaš o njegovi kravi kaj govoriti. Potem dalje, uporaba simbolov in gesel. To je najmočnejše orožje, so simboli. Pogosto iracionalen odziv v občinstvu, ko vidiš simbol, če ga poznaš, o njem veš vse. Kako je nastal,
ima svojo zgodovino. Recimo ti računalniški simboli Apple, ali pa da vidiš Samsung, ali pa vidiš znak Mercedes. A je treba kaj razlagati? Ne. Potem so naprimer drugi simboli, ki so zvočni, politični slogan, ki ga uporablja preprosto in čustveno pač besedilo in lahko postane celo simbol gibanja. Black Lives Matter ali kako že imajo, ne? Izdajo neko geslo in to je zdaj vse gibanje, se dogaja skozi to geslo. Ali pa nikogar ne bomo pustili za sabo, ali pa najbolj srečen boš, ko boš reven. Pazite, to so stvari, ki jih morate dati od sebe ostran in jih ne procesirati, ker se potem to realizira. To se uresniči. Zelo dobro poznajo psihologijo. In ko pride ključen trenutek, ključen moment, imaš to že uprogramirano in potem se to zgodi. Dragi moji, moramo zelo paziti. Zelo paziti. Ker prepoznavanje simbolov, prepoznavanje besed, misli, zvoka, glasbe, to je močno orodje propagande. Govori brez besed in pove prav vse. Ob tem pa nasprotnik, ki manipulira v imenu propagande, ne upošteva etičnih vidikov v propagandi. Ne? Ko gre za manipulacijo, ko gre za širjenje lažnih informacij, pač etični pomisleki se izgubijo, lahko pa pri nekom celo prevladajo. Takrat se pa pojavi seveda tako imenovana kontrapropaganda. Zdaj, to lahko vodi do javnega mnenja, ki je zgrajeno na laži ali pa spodbuja sovraštvo in nasilje. Javno mnenje je pa ključno za sprejem neke ideje, nekega simbola, nekega dobrega, pa tudi manj dobrega družbenega razpoloženja, zakona, ideje, družbenega dogovora. Kot odziv na propagando se pojavlja tudi kontrapropaganda. Ta vključuje dejstva in izobraževanje o medijski pismenosti. To je to, kar mi zdaj počnemo. To je kontrapropaganda. Da prepoznaš, kje se dogaja, kako se dogaja, zakaj se dogaja. Glejte, vsaj v majhni osnovi, da smo ljudje pismeni, pa da smo pozorni na te stvari, da ko gledaš televizijo, da ne požiraš, da ne prehranjuješ, da ne žvečiš vsega, kar pride vate, ampak da si bolj selektiven in pozoren pri teh stvarih. Pozorni in s tem seveda človek postane tudi odporen na manipulacijo. Ne moreš človekom, ki sam nekoliko razmišlja, važno, da razmišlja, lahko se zmotiš, zato ker potem najdeš pravo pot. Če pa takoj veš, pa toliko boljše. Ne moreš s takim človekom manipulirati, ki se ustavi in o zadevi razmišlja. Včasih se države in organizacije odločijo recimo za kampanje kontrapropagande, zato da naredijo lep vtis, dober vtis, izzovejo lažne pripovedi in osvetljujejo tako imenovano neko resnico, ampak to je prej izjema kot pravilo ali pa narejeno namerno, kot naprimer tisto, ko se je papež opravičil vsem vernikom za naprej in za nazaj za vse pedofilske izpade. In potem seveda so rekli, glej, zdaj se je opravičil, krasno, karavana gre naprej, psi lajajo in nikom nič. Ne? In ko smo zdaj že proti koncu, čist tako v osnovi, par stvari še, in končno svobodo govora je v središču razprave. Svobode govora si ne smemo dovoliti vzeti. Čeprav je propaganda lahko orodje za dobro, pogosto postavlja vprašanje o tem ravnovesju med svobodo govora in odgovornim širjenjem informacij. Včasih, pa kot v latinskem pregovoru se reče verba volant scripta manent, besede odletijo, pisano ostane, resnica pa preživi v pisni obliki.